No, še enkrat lep pozdrav sem skupaj. Danes smo se tukaj zbrali, da predstavimo kandidata za poslanca 6. volilne enote Ivana Bukovca. Naj pozdravim tudi med nami predsednika Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava, gospoda Radovana Žerjava, podpredsednika Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava Franca Bogoviča, kandidata za poslanca gospoda Ivana Bukovca, za prijatelja poslanca Janka, predsednika občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava Metlika, gospoda Jožeta Cajnerja, predsednika občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava Selič, gospoda Janeza Morna. Sama sem pa predsednica regijskega odbora za Belo krajino Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava. Mislim, da bi najprej dala besedo gospodu Ivanu Bukovcu, Janku, naj se predstavi kot kandidat za poslanca za Belo krajino. Nekaj sem skupaj, seveda. Težko je reči, ne drugače kot prijatelj pa prijateljica, ker enostavno smo v teh desetletjih se toliko med sebojno vidim spoznali, da se dobro poznamo. Nekako smo kolegi pripričali, da bi tudi jaz šel v te politične vode, nekoliko bolj aktivno kot Ljubljani in seveda temu primeru se potem po dolgem času odzval. Zdaj, predstavitev, kdo sem, kaj sem. Sem Janko, Bogovič za vse prijatelje in znance pravno. Takrat sem Ivan, kot smo me krstili, vendar ko sem šel posebno, sem še razvedel, da sem Ivan. Torej, moja pot je nekako aktivna skozi od pionirskih mladinskih dni, pa skozi sicer nisem bil v brigade, kaj je oče rekel, da bom na kmetiji kaj delati. Sem pa veliko tega probal organizirati, bil organiziran in skupaj smo se kar naprej nekaj dali. Prvo resno politično izkušnjo sem 72 leta, ko sem izvoljen v takratno občinsko kot delegat krajevne skupnosti in potem sem skrbno pri nekaj občinskih črnomaljskih strukturah. Kot prelomnico svojega življenja smatram sem 76 leta, ko smo začeli ustanavljati društvo vinogradnikov. Takrat me je pot pripeljala nekoliko širšo skupnost, kjer sem mogel samo nekoliko hitreje razmišljati in kot predsednik začasni 4-letni in potem še naprej, mislim, da smo popeljali to vinogradništvo na neka nova pota. Danes je to vinogradništvo prvo v Sloveniji, imamo prve vinograde. Ni to zasluga moja, to je zasluga društva. To je zasluga dr. Julija, ki vidim, da je to zraven in veliko teh, ki so dali v krajnskem vinu svoj pečat. Potem se danes bila krajina poznala. Druga moja izkušnja, ki je bila seveda na politični sceni, je bila 88 leta. Bil sem eden od 13, ki smo šli podpisati za ljudsko stranko, takratno kmečko zvezo. In potem seveda, le dobro mesec, 12. maja 88 je bilo ustanovitev v Ljubljani, že 22. junija smo ustanovili kot belokrajinsko kmečko zvezo, takrat je v Dragovan zdraven, pa veliko vas, ki je, torej, iz cele Belokrajine smo takrat ustanovili. Potem smo stvorili tudi zveze po občinah, po krajevnih skupnostih in žal, takrat smo imeli skoraj 600 članov v Beli krajini. Danes to lahko samo sanjamo. Ker teh prvih kolegi, ki so bili, veliko so vodje na drugih strankah. Žal, tako se je dogodilo, nekje so počutili boljše. Žal mi je zadnjega kolega Fabijana, ki je učel v liberalno demokracijo in seveda temu primerno ljudje se odzvali. No, moja pot v politiki je bila seveda potem nekako, potem smo ustanovili Demos, kot predsednik Demosa sem se nekako trudil za Belo krajino. Tudi bili smo na čelu takratnih upravnih enot politično, da je ta vojska mimo šla. Kasneje sem seveda se aktivno vključeval v vse občinske takrat razmere. Do osamosvojitve semiške občine 94 leta, takrat sem pač postal župan in ta pot, ko je potem 16 let sledila.
Nazadnje po 4 mandatu sem rekel, dosti je, šel domov, vendar zdaj eno leto me je spet neki zmotil drag, pravi, pa gremo spet malo nazaj v politiko, ne. Dobro, če bomo uspeli, mislim, da imam še preveč energije, da bi doma ostal. Mislim, da imam veliko izzivov, ki jih želim tukaj na tem področju delati. In tudi mislim, da lahko tudi se s toliko znanja lahko nekaj tudi koristim in tudi za Belo krajino marsikero umirim v naši novi Sloveniji. Istočnice, katere imam tukaj v svojih pismih imam jih poslal, so zelo kratke, ker tudi obljubljam ne mleko in med, ker ga ne moram obljubljati. Velikih besed škoda govoriti, ker jih ne bo. Bojim se, da bo čez 2 leti zopet volitve, me je bolj strah pa uspeha Slovenije. Časih, ko je predsednik prejšnji teden, še sedanji predsednik Pahor rekel, da smo milijardo evrov vzeli za to, da smo dali 12. pokojnino, me je zgrozila. To je tako, kot bi šel v banko iskati denar za svoje kosilo. Smo ga pojeli in ga ni. Kdo ga bo vrnil, pa ne vem. Nekdo pa mogel vračati. To je gospodarstvo tista panog, ki jo moramo hteli ali pa ne hteli delati. Mi jo moramo korak naprej stremiti, da bomo lahko pripeljali za vseh tistih drugih stvari, ki jih gospodarstvo čuje. Da bo to uspešno, moramo nekaj narediti za mlade. Vse posod vprašam, kaj boš naredil za mlade? Obljubiti delovno mesto v Beli krajini je noro. Nekaj 10 podjetnikov, ki bo ustanovljeno v tem času, če se zdaj 3 podjetja delajo 200 ljudi, ne more nadomestiti 1000 delavcev iz Iskre, 1000 iz Petija, toliko iz Hope, 300 iz Danfosa. To dobeno obrt ne more nadomestiti. To treba tovarne. Tovarne pa je samo nik bi vzeli 1000 ljudi. Zato je edina rešitev, ki jo vidim v svojih očih, je ta takozvana tretja razvojna os ali tunel čez Gorjance. Vse ni tako, da se čez Gorjance vozi 20 km ali 25 km, če je cesta preostra. Če pa cesta ni, potem bo to dolgo pod 30 km. To je ena druga stvar, ki jo lahko mlad damo. In seveda tisto, kar smo vsem čakali, to je internet po strani, torej širokopasovno mreže, da vsaki vas imajo mladina šolari, kadar se treba 7-8 rade internet imeti, da imajo sploh možnost se priključiti. Ko sem pred 3 leti začel misliti, da bomo ta internet naredili, sem to ponudil naši kolegici Renati pa Fabijanu, pa seveda sa svojo visokostjo so rekli, mi to imamo rešeno oziroma mi sami rešili. Pa sem povdaril, da denarja ne bo za drugi pa tretji razpis. To bomo mi že rešili. Prav, mi smo šli, da smo, če hočete, v Manj ali pa Gore Naze, v Semičko vsaka hiša svoj internet in svoj povezavo. In to smo se navili tudi za Črnonko Metiko, če bolj ne mož denarja dobimo, da to Belo krajino povežemo. Ker to je osnova, da se povežemo. Tretjo stvar sem dal, da te belokrajinske občine povežemo. Naprimer, Ljubljani, kaj dejansko bomo ustvarili tukaj en geto. Še slabše bo, če bo prišel Jankovič na vrh. Ker Ljubljana je en žakelj brez dna. Mi imamo en kulturni center, ki nam požere ogromno denarja, 100 000 na leto, pa še toliko. Ljubljana ima takih centrov 50. In to je preveč draga. Ljubljana postaja predraga za Slovenijo. In to Jankovič ve in ve, ki je denar, da bo to svoja stolica v te stvari rešil. Zdaj bi bil vesel, da bi lahko več za šolstvo naredili. Predvsem v smeri, da to naše šolstvo vrnemo nazaj nam, domačinom, tukaj, da bodo šole učile ljudi, da bodo znali popevati, da bodo znali folkloro, pa da bodo znali na Koroški, kaj je to jabolka, pa kaj je hruška, pa kaj je sliva in kaj na koncu grozd. O tem šole nikdar ne razpravljajo. Malčki še to v šole vidijo, na sliki, potem pa konc. Mi jih z internetom fotramo, zato da bojo v Ljubljani služili ali pa v Bruslju. In že 5-6 let iz Bele krajine 60% otrok odhaja s srednjim zaporom. To je mene grozno. Tukaj na šolstvu moramo področno narediti. Zdaj, da se bo zmanjšalo srednje šolstvo, Bog ne daj. Vse to ima to bližino, da se Bele krajine gimnazija, pa amateška šola, pa še kakšno vrt, nekaj se ločijo, ker če tega ne bo, bo to slabše. Pred leti smo govorili, moramo imeti univerzo v Novem mestu. In potem, kot res razmišljali, ali Slovenija res potrebuje 5-6 univerz. So to več nikam ne pelje.
Vsi politiki pravimo, tako je prav, in vsi smo za vse. A denar imamo samo za 1/3 tega, kaj obljubljajo. Eno trezno glavo treba na tem stvari, da bo rekel, fantje, enostavno ne gre, na 50 km pa ne more vsaka univerza biti. Ta 2-milijonski narod enostavno treba trezno reči, fantje, dosti tega, ne gre. Tam imamo tudi kmetijstvo. Poglejte, v drugo svetovno vojno je bilo v Krajini bilo 35% gozdnatosti. Danes je 80% gozdnatosti. 80%. Semič je nekaj čez 8, Medlika nekaj manj, Črnomelj pa vse gost samo gostne. Ta dolina še nekaj vse ostale pa je grozne. Vsi govorijo, kako bo to nekaj gnar pripeljalo. Vsi po veselu v Avstrijo vozimo les. Se vidim rešitve, vendar to se mora rešitve najti. Pa imamo toliko teh znanstvenikov na gozdarju, ki vsi govorijo, kako je to prihodnost, nihče pa ne pove, kako v te prihodnosti narediti, kaj je to praktično narediti. Nam je pred nekaj meseci novo les propal v Novo mesto, tukaj nekaj 10 km tu stran. Sredi Roških gozdov. Sredi gozdnatosti, od tam pa do Kočevja je sam les. Nič drugega. In žaga propada, in sole ne delajo. Ko mu se bo pokazali po televiziji, da ko stov naredijo, ko prime tisto popr, pa ga čiste, kje mu je, ta postov, ki bi za 5 evrov se mogo prijeti, a njegova ura je v 10 evrov. Kaj bo čas glava delati? To ne gre skrb. Tehnika, ko samo niso še izčasno, prej ne propala. Na tem treba nekaj narediti. To kmetijstvo je danes tako žalostno, uradno nekaj 35-40% samozadostnosti hrane imamo. Predsednik napisal vse 15% dajmo zvišati. Premalo. Mi se moramo dati više cilje, da to dosežemo. Slovenija mora da napred 7-80% samozadostnosti. Ne gre drugače. Še ena tema, ki bi morala izpostavil, Bela krajina. Vsem šel sceniral, da bi naredili zakon za Belo krajino, za pomoč. Potem še pa bi naprej naredil zakon za Belo krajino. In ker smo ostala dvakrat nadalji zraven, htela pristopiti, smo šli seveda potem po Kočevje. Tam smo se zrušili, potem postalo Poklopje in seveda teh 5 minut, ki smo dobili, zdaj delimo Kočevsko, Belokrajinsko. In tukaj se vidi naša belokrajinska nestrpnost. To je nesmisel. Velik nesmisel. In moramo nekako skrb stopiti in nekaj se en velik biti pa en majhni biti, ker vsi skupaj smo majhni. Belokrajinci je 27 000 in nič več. To je enega polnoga mesta. Res so te občine, jaz lahko dokaljam, sem 10 več naredil, kot če bi Belokrajina skupnost v občini Črnomelj. Ampak to je premalo. Korak treba Belokrajina narediti naprej, s skupnimi težavami, s skupnimi idejami, da se več naredi. Ali bomo uspeli, to je vprašanje. Če bomo uspel, če bomo dobil možnost, bomo na tem področju močno delati. Ampak to prve deva, ne v tretjega reda naprej. Ker vedno, kaj se zadanem, potem tisto naslednji dan delo na tem. Mi imamo močno vinogradništvo. Ko smo zadnjič imeli okroglo mizo, se je bil Julij zraven, smo ugotovili, da imamo tam nekaj čez 300 hektarjev fotoposnetkov, da je pa 150 hektarjev prijavljenih. V vsi Beli krajini. In potem vidiš, kako vsi hočemo biti bolj pametni. Še ena stvar, ki bo treba narediti, predsednik napisal finančno policijo, se strinjam absolutno. V Nemčiji pravi, da je uradno 35% črnega fonda, črno delo na črno. Pri nas ne vem, če ni še več. Statistika nikjer to ne upoštevati ne piše. Da pa to državo tako krademo, že vsi po vrste, enkrat se bomo mogli nehati. Ko smo bili v Sloveniji, še ne v Evropi, se je in avto v nemški kupil, pa še enkrat se države, kako toliko do carine. Pa pranje stroj pa to. Danes carin več ni. In če država ne pobere teh davkov, ki jih ima še dobiti, ja potem več ne more živeti. Potem pa res še kakšne milijarde vzeti, da pa nam bojo dali, potem plačni gre. Zato malo strniti glave, malo tudi tem našim sindikatom malo upirati in reči, pa to vse zdaj bomo pa jeli toliko, ko bomo dobili. Vesel bom vaše zaupanje, ki mi boste dali na volitvah. Verjetno tisti, ki so do zdaj na oblasti, pa so nas krepko zapufali te 4 leta. Združena lista, liberalci zares niso pravični do poštenega glasa. Pa nekaj, če je naša
poslanka šla s drugo stran. Škoda, ker ko so krivi pač za ta zložaj, ki smo. Žal mi je Fabijana, ki je šel tam, ker je, ampak on ve, zakaj je šel tam. Verjamem v vas, v Ukrajince, ker sem človek naravno vedno prvo spoštujem človeka in potem pa vsega verjamem, dokaj ne naredi nekaj obratnega. Mati modrosti je previdnost, jaz pač dolgo sem že dosti ponosen, ker sem preveč verjel. Ampak to me je tudi pripeljalo do tega, kar sem. Moj sled gospodarstvo in politiki v bistvu bili krajine, ker močna. Upam, da nisem se preveč zameril, vendar v politiki je pač vse možno. Jaz se toliko zahvalil in vsega vašega glasa bom vesel. Hvala lepa. Morda, gospod predsednik, boste vi kakšno modro rekli? Jaz bom zeleno povedal, ne modro. Mi smo sami zeleni. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ne vem, zakaj nas je Jože posedel v tej mizi, ker ni pijače, samo vam je dal pijače, nam je dal sok, bom sok, ja, prosim. Danes smo že od vsega jutra na nek način promovirali samo oskrbo Slovenije za slovensko domačo zdravo hrano. Že zjutraj sem imel za eno novinarko Pop TV-ja zajtrk za samo doma pridelano hrano v okolici Ljubljane, za naše kmečke, enega kmečkega turizma, ki ga upravlja ena od naših članic. Mi smo imeli vse slovensko, od masla, marmelade, klobas in tako naprej, salam, skratka zelo zanimivo. Na kar smo skupaj za novinarko šli na ljubljansko tržnico, kjer smo kupovali sestavine za pripravo matevža, za kislo repo, kislim zeljem, kranjsko klobaso. Lepo barantali z vsemi branjevkami, nakupili vse potrebno in te sestavine potem podarili eni od družin. Vse to je bilo ovekovečeno za kamero, tako da to bo en lep prispevek. S tem želimo v Slovenski ljudski stranki pokazati, da nam seveda ni mar, kaj se dogaja za samo oskrbo. Jaz trdim, da je to strateško vprašanje te države. Nekateri trdijo, da to sploh ni pomembno. V Slovenski ljudski stranki pa se zavedamo, da je to enih ključnih vprašanj in tudi zaradi tega v našem delovnem načrtu je temu področju posvečeno veliko pozornosti. Kar se tiče Bele krajine, bi morda dodal k temu, kar je povedal gospod Bukovec, eno zadevo. Govoril bom seveda o tretji razvojni osi. Gospod Bukovec se bo spomnil, še takrat, ko sem sam bil minister, so k meni prišli vsi župani Bele krajine na to temo, takrat, ko je bila predstavljena najoptimalnejša, najbolj optimalna varianta poteka trase tega južnega dela. In jaz sem bil takrat zelo vesel, da je bilo sklenjeno neko soglasje, nek konsens lokalnih skupnosti vis-a-vis seveda tega predloga. Sam sem takrat, ko sem videl, da je to soglasje sklenjeno, svojim sodelavcem dal nalogo, da se ta južni del tretje razvojne osi obravnava kot prioritete. Da se pokaže preprosto vsem v tej Sloveniji, da tisti, ki znajo najti dogovor, ki znajo najti konsens, da tisti pač prej pridejo na vrsto. Poznane so konflikti in nezmožnost konsenza na severnem delu te tretje razvojne osi, tudi v srednjem delu je ta konsens bistveno težje doseči in jaz sem bil prepričan, da bi bilo potrebno tudi s strani države pokazati ali pa narediti eno gesto tistim, ki se seveda znajo dogovoriti. Žal potem
nova vlada, ki je prevzela svojo funkcijo, te logike ni nadaljevala, kljub temu, da sem jaz na enem od skupnih sej odborov za promet in okolje to ponovno predlagal. Na moje veliko začudenje je bila Martiška županja proti. Je bila proti, da bi se en del razvojne vsi obravnaval prioritetno ali pa drugače kot ostali. Jaz pa mislim, da je vendarle prav, in da tisto, kjer je dogovor, kjer je konsens, da se porine naprej. Da se ta čaka na dogovor tam na Koroškem, pa ne vem, kje je seveda po moje oceni brezpredmetno. Toliko o tem jaz sem predlagal, tudi v tem mandatu to ni bilo slišeno, sem bil preglasovan, bil praktično osamljen, ampak tako je pač v demokraciji. Vem pa, da potem se seveda vsi trepljajo po prsih, koliko in kaj so vse naredili in se trudili, ne vem kaj, nič niso naredili. Jaz sem predlagal, pa smo preglasovali. Kar bi danes želel povedati to, da poskušam skupaj za svojo odlično ekipo, Franci in tudi vsemi ostalimi v Ljubljani graditi eno, bomo kar direktno rekel, eno normalno politično opcijo v tej Sloveniji. Gradimo stranko, ki se zaveda situacije, v kateri smo. Gradimo stranko, ki je pripravljena na pogovarjanje, ki je pripravljena na nek kulturen političen dialog in ki je pripravljena na konsens, na konstruktivno držo. Jaz sem prepričan, da brez tega v naslednjem mandatu preprosto ne bo šlo, da izključevanja ne more biti, tudi če smo različnih mnenj, če imamo različne poglede, pri ključnih izzivih ali pa spremembah, če hočete, bomo pa mogli v vsakem primeru sodelovati. Tako kot je bilo v tem mandatu, da si proti preprosto zato, ker si proti ne bo šlo. Te politike Slovenija ne potrebuje. Ne potrebuje ideološke politike, ne potrebuje politike preteklosti ali pa zgodovine. Tam preprosto rešitev ni, v tem prihodnosti ni in mi pa potrebujemo prihodnost. Potrebujemo rešitve za prihodnost in s tem se bomo v Slovenski ljudski stranki seveda prioritetno ukvarjali. Jaz sem vesel, da se je gospod Pukovec vendarle odločil in je pripravljen kandidirati za Slovensko ljudsko stranko. S tem smo dobili močnega kandidata, dobili smo kandidata iz prakse, kot jaz temu rečem, operativca, in takšne ljudi Slovenija potrebuje. Ne potrebuje filozofov, ne potrebuje takšnih, ki smo jih imeli do sedaj, ki so veliko govorili, pa malo naredili. Potrebujemo takšnih, ki bodo malo govorili, pa veliko naredili. In to smo v Slovenski ljudski stranki seveda velikokrat dokazali, tudi dokazujemo na lokalnem nivoju, skozi mnoge uspešne župane, skozi mnoge občinske svetnike in ne nazadnje tudi zadržo, ki smo imeli v državnem zboru v tem mandatu. Predlagali smo 25 zakonov, kljub temu, da smo bili majhna ekipa in kljub temu, da smo bili v opoziciji, uspeli celo 4 ali 5 zakonov spraviti skozi, vključno z tistim o preprečevanju oziroma uničevanju ambrozije kot alergene rastline. Najbolj pa so prav dvignili predvsem zadnje 2 zakona, s katerimi smo se tudi dejansko soočili z smerijami, ki se v tej državi dogajajo. Eden na temo davčnih vas. Skratka, jaz se ne strinjam s tem, kar nekateri kandidati za mandatarja javno na televiziji razlagajo, češ, da to ni nič narobe, če imaš denar v davčni bazi. Jaz pa pravim, da je to kriminal. Če lahko vsi normalni državljanke in državljani plačujemo davke v tej državi, zato da imamo normalno zdravstvo, da imamo normalno socialo, da imamo šolstvo, da imamo ceste in tako naprej, potem bi bilo prav, da tudi ti tajkuni plačujejo davke v tej državi, ki ravno tako uporabljajo vse to, kar sem navedel. Skratka, zdi se mi perverzno, da lahko
ko se to javno tako z levo roko govori, da to ni nič narobe. Mi smo zakon spremenili, vse transakcije v davčnem oazi so na internetu, lahko si greste pogledati na uradu za preprečevanje pranja denarja, pa ste videli zelo zanimive gospodarske subjekte, ki so v tem letu svoj denar nakazali v davčne oaze. Zelo zanimivi primeri so. Me prav zanima, kaj počnejo tam. Zakaj nakazujejo davčne oaze? Preprosto iz pohlepa. Ker jim ni dovolj in jim nikoli ne bo dovolj, dokler jim ne bo več stopil na prste. Drugi primer je zakon o gospodarskih družbah. Zdaj nas poskušajo celo, rekel, nas kriminalizirati, zato ker poskušamo popraviti anomalijo. Anomalijo tistih menedžerjev, ki preprosto nimajo, ki si niti ne zaslužijo tega imena ali pa naziva menedžerja. Niti to si ne zaslužijo. So ravno tako iz pohlepa. Svoje podjetje pripeljali na rob propada, propad praktično. Delavce zmetali na cesto, brez plačanih prispevkov. Oni pa tebi nič, meni nič, še postavili 1, 2, 10 sporednih podjetij, prenesi zdrava jedra na ta nova podjetja in kot da se nič ni zgodilo, zadevo peljali naprej. To ni pošteno in ni pravično. In tudi, če bo Ustavno sodišče ustavilo ta zakon, bomo v naslednjem mandatu našli drugo rešitev, da bomo to preprečili. Zato, ker to preprosto tako ne more biti. Ne more biti. In tisti, ki zdaj razlagajo, da je problem zakon, preprosto pozabljajo tako na tiste delavce, tisti delavci zdaj preprosto niso pomembni, pomembni so menedžeri, ki se grejo svinjarije, pa ne paušaliziramo, ker imamo ogromno dobrih. Ravno zaradi to počnemo, da naredimo diferencijacijo med dobrimi in slabimi. Torej, pozablja se na delavce, pozablja se mimo gre tudi na podizvajalce, ki zaradi takih mahinacij propadajo kar po tekočem traku. Zdaj, problem, ker tisti, ki je svoje podjetje zavozil, ne more takoj postati direktor v novi firmi, ampak mora vmes še malo položiti račune sodišču, pa dokazati, da ni on kriv, da se je to zgodilo. In to je zdaj problem. To pa je zdaj grozno veliki problem. In kriminaliziranje in ne vem kaj se. Vse, če noče postati direktor, takoj ne rabi nič narediti, se nič ni zgodilo. Če pa izvršiš brdolom svojega podjetja in ti je težko, če hočeš takoj naslednji dan postati direktor v drugem podjetju, položiti račune in pokazati, kaj se naredil, kaj nisi naredil, popaz več nič ne razumem te države. Res. Res. In s takim načinom razmišljanja in delovanjem bomo nadaljevali s tem, da bomo imeli na ministrstvu po 300-400 zaposlenih, ki bodo to mogli delati. Zdaj pa niso. Zdaj pa vlada v 3 letih ni uspela pripraviti nič takega, da bi te anomalije popravili. Neč. Smo mogli niti našega zakona niso bili v stanju dopolniti, izboljšati, pa smo ga 11. marca vložili. 11. marca letos. Zdaj pa je seveda ogen strehi, kaj se res dovoli. Ja, in to bomo nadaljevali, ker je to tak prav, ker drugače ne more biti. Tako da, jaz bi s tem počasi zaključil, vabim vas seveda, da 4. decembra pojedete na volitve, pa ne da date 1 glas, 2 glasa, morate dati za Slovensko stranko, minimalno. Torej, vsak še 2, 3, 4 pripeljati na volitve in potrebujemo močen rezultat. Potrebujemo močen rezultat zato, da se bomo lahko v vladi enakovredno kosali z svojimi političnimi sopotniki ali tekmici, kakorkoli to imenujemo. Če tega ne bomo imeli, pač ne bomo mogli. Zato potrebujemo rezultat, da bomo to Slovenijo spremenili, da bomo naredili red v tej državi. To potrebujemo. Hvala lepa. Mikrofon je dan, tako da pač da bodo zmanjsteni lep pozdrav, spoštovane belokranjke, belokranjci, lep pozdrav najprej Janko
tebi, kandidatu za poslanca iz vašega okraja, veliko sreče, veliko podpore in tudi mislim, da so takšni ljudje kot je Janko tisti, ki lahko v tej državi, ki se včasih ne zaveda, da je Slovenija vse od Jesenic do Mokric, pa od Lenta